In prehajamo na 4. točko, predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kamniško-Savinjske Alpe, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 16, predlagatelj župan, poročevalki pa Barbara Strajnar in pa Sara Bitenc. Besedo ima Barbara Strajnar. Hvala lepa za besedo. Vsi lepo pozdravljeni. Pripravila sem eno krajšo predstavitev. Pred nami danes je obravnava predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kamniško-Savinjske Alpe. Gre za medobčinski javni zavod oziroma predlog za ustanovitev medobčinskega javnega zavoda 5 občin. Poleg občine Kamnik so to še občine Luče, Solčava, Jezersko in Preddvor. V bistvu so Kamniško-Savinjske Alpe reliefno in geografsko homogena regija, medtem ko so administrativno zelo razčlenjena regija. Ožje območje Kamniško-Savinjskih Alp si deli v Sloveniji 6 občin, poleg vseh prej omenjenih še Cerklje na Gorenjskem, ki trenutno ne sodeluje pri tej ustanovitvi. Poleg tega pa segajo Kamniško-Savinjske Alpe tudi čez državno mejo v Avstrijo na območje občine Železna Kaplja. V Sloveniji spadajo tudi v 3 različne regije, zato neko sodelovanje ni bilo v preteklosti prav zelo lahko, ampak vse občine na tem območju pa se srečujemo s podobnimi potenciali in tudi podobnimi izzivi in v bistvu se vse bolj kaže in vse bolj izrazita je potreba po tem, da se med seboj povezujemo. Iz tega se je tudi rodila ta ideja. Zdaj bolj načrtno ali pa bolj organizirano se povezujemo občine tega območja od leta 2010 naprej. Takrat smo začeli sodelovati pri enem mednarodnem projektu Interreg Slovenija-Avstrija brezmejna doživetja narave. Začeli smo se sestajati, začeli smo ustvarjati skupne turistične produkte, se povezovati, skupne pohodniške in kolesarske produkte. Ustanovila se je ena skupina za turizem, ki se je polkar začela srečevati in začela se graditi znamka Kamniško-Savinjske Alpe, ki je postajala čedalje bolj prepoznavna v Sloveniji in že tudi navzven. Leta 2016 so županja Solčave, je županja in ostali župani pa ustanovili neformalno združenje Kamniško-Savinjske Alpe in takrat v bistvu je to zelo pospešilo tudi delo. Vse občine smo v svojih proračunih zagotovile nekaj sredstev za to delovanje, tako da to lahko pa kar z gotovostjo rečem, da v bistvu za razmeroma ne veliko denarja je zelo veliko narejenega. Ta skupina za turizem se srečuje od takrat naprej vsak mesec v drugi občini in ogromno enih aktivnosti in enih zadev je bilo narejenih in se jih dela. Imamo tudi koordinatorja, trenutno je to Sara Bitenc, je tudi tukaj danes z nami. In prišli smo do ene točke, ko vidimo vsi, ki sodelujemo tukaj, vse občine, da je še ogromno potenciala in še ogromno priložnosti in da v bistvu bi bilo zelo smiselno narediti en korak naprej. Zato so tudi županja in župani septembra lansko leto se srečali pri nas v Mekinjskem samostanu in v bistvu naložili nam občinskim upravam vseh sodelujočih občin, da pripravimo vse potrebno za ustanovitev zavoda, v bistvu za obravnavo na občinskih svetih občin. In danes smo tukaj, poleg v Kamniku se v istem besedilu ta odlok obravnava na vseh 5 občinah. V Solčavi so ga že obravnavali, takoj po prvomajskih praznikih je na Jezerskem, je obravnava na Jezerskem, pa pol še tako naprej. Sam na kratko nekaj rezultatov, da boste še malo seznanjeni s tem, ker verjamem, da vsi tega ne sledite vsemu. V bistvu je postavljeno Združenje Kamniško-Savinjske Alpe na vidno mesto na slovenskem turističnem zemljevidu in v nacionalni strategiji turizma. V turistični strategiji so Kamniško-Savinjske Alpe že samostojna destinacija, ker na primer karavanke še niso, tako da to nam je že uspelo. Imamo delujočo spletno stran Facebook, Instagram in ta spletna stran v bistvu je fajn. Če greste in malo pogledate, boste videli, da je zelo
organizirano pa strukturirano, predstavljeno, kaj delamo, aktivnosti, kaj delamo, pohodniški produkti, kolesarski produkti, prenočitve, kulinarika, pa še kaj. Poslovno sodelujemo z vidnimi partnerji v Sloveniji in tudi izven meja Slovenije, kot na primer Slovenska turistična organizacija, Planinska zveza Slovenije, Cipra Slovenije, Cipra International, v bistvu zelo veliko sodelujemo s češkimi partnerji, ker so zelo pogosti turisti na tem območju, zlasti zaradi češke koče. Aktivno in strateško sodelujemo z mediji za širšo prepoznavnost destinacije in dober glas gre v deveto vas in zaradi teh dobrih rezultatov v bistvu dobivamo čedalje več pobud, da bi se priključili temu sodelovanju, na primer občina Železna Kapla, Gornji grad Komenda, v bistvu že sodelujejo pri določenih projektih. Organiziramo izobraževanja za ponudnike z tega območja. Prejšnji teden v bistvu je bil organiziran za ponudnike krožna vožnja okrog Kamniško-Savinjskih Alp in so se jo udeležili, so zelo, mislim, so bili kar zadovoljni. Tudi izobraževanje za turistične delavce, turistične vodnike. Udeležujemo se sejmov. Letos je bil že sejem v Münchnu, ki smo se ga udeležili, potem na primer v Utrechu, Pragi. V Pragi smo vsako leto, Celovcu, Ljubljani, bili smo pa tudi na Expo v Dubaju. Izdelana je pohodniška karta Kamniško-Savinjske Alpe in katalog destinacije s ponatisom že. Izvedena je produkcija 6 filmov, za vsako občino eden in skupni promocijski film. Večkratna predstavitev destinacije v katalogu pohodništva v Sloveniji, ki jo pripravlja Slovenija Outdoor. Predstavitev te destinacije v aplikaciji Slovenija Outdoor, ki je del mednarodne digitalne platforme Outdoor Active. Oblikovan in prodajan je tudi pohodniški in kolesarski self-guided večdnevni paket okrog Kamniško-Savinjskih Alp in razvit je produkt pohodništva v Kamniško-Savinjskih Alpah preko oblikovanja 3-dnevnih pohodniških paketov. To je samo nekaj stvari. Predvsem pa želim poudariti, da se čedalje bolj iz turizma to sodelovanje v bistvu širi tudi na druga področja. Eno je trajnostna mobilnost. Od leta 2022 je organiziran prevoz okrog Kamniško-Savinjskih Alp v poletnih mesecih, ki ga sofinancirajo občine in v bistvu se je to zelo prijelo. Lansko leto voz kombi, tudi zaradi ovir Pavličevega sedla, kjer kakšen večji avtobus ne more, ampak lansko leto je bilo prepeljanih 440 potnikov. Letos to nadgrajujemo in sicer malo širimo sezono od 21. junija do 15. septembra in uvajamo električni kombi. Upamo, da nam bo uspelo, zdaj smo še v fazi iskanja ponudnika. Potem druga je pa varstvo voda. Mi smo v bistvu izvedli že 2 mednarodna projekta od leta 2017 naprej, projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin na temo vode. Prvi se je imenoval Vodne zgodbe, drugi Mreža vodnih poti, zdaj smo pa v bistvu že pripravljamo 3. projekt, ki se bo začel izvajati jesen, nadgradnja teh 2, dodana vrednost vode. Pri tem projektu je sodelovalo 9 občin, tudi čez mejo Železna Kapla, 4 regije, ogromno tudi strokovnjakov z tega območja in v bistvu organizacijsko zahtevno, ampak ugotavljali smo pri vodnih zgodbah, smo raziskovali zgodbe iz celotnega območja, smo ugotavljali, da imamo skupne korenine, povsod smo prišli do vode, povsod smo prišli do enega zmaja, v glavnem nekako imamo skupno zgodovino in skupne korenine. In potem smo nadaljevali s projektom Mreža vodnih poti, katerega rezultat je pa med drugim tudi obhodnica okrog Kamniško-Savinjskih Alp.
To je vodna pot, dolga 190 km, razdeljena na 11 etap. Nekako gre za nek podoben, soroden produkt, kot je Julijana, če poznate, okrog Julijskih Alp, s tem, da je tukaj še nadgradnja, da je tukaj rdeča nit, tega so pa vode, ker gre med izviri, med več kot 100 izviri. V to vodno pot je sicer vključenih nekaj čez 50 izvirov, ker so tisti, ki so bili analizirani in pri katerih je bila prepoznana kvalitetna voda. Tako da ta vodna pot je sicer še v nastajanju, malo so jo poškodovale poplave, ampak rezultat tega je tudi, da zdaj Preddvor in Jezersko urejata v bistvu staro tovorno pot iz Preddvora do Jezerskega, jo bosta oživila. Ta projekt je bil tudi nagrajen v Bruslju kot eden od najboljših evropskih projektov, financiran z evropskimi sredstvi, in tudi v Sloveniji je bil prepoznan kot eden od najboljših projektov financiranih z evropskimi sredstvi. Imel je pa tudi veliko ozaveščevalnih aktivnosti, festivale pitne vode, delali smo z mladimi veliko in z vsem tem želimo nadaljevati. Zdaj pa glavni razlogi, ki jih mi vidimo, zakaj se nam zdi dobro, da bi se ustanovil ta zavod. Ena stvar je ta, da je večja moč 5 občin nasproti odločevalcem. 5 občin, v bistvu 5 županov, ko pride pač na državo, se dogovarjati za kakšno stvar, ima veliko večjo moč kot en sam župan. Lažji dostop do evropskih sredstev, državnih, regijskih, čezmejnih, vseh, ker bo to pravna oseba in se bo lahko prijavljala na evropske razpise. Druga stvar, če bi mi že imeli ustanovljen javni zavod, bi zdaj ta projekt, ki ga zdaj začenjamo izvajati na temo vode, en zaposlen se že financiral lahko z tega projekta svojo plačo. Pred časom smo bili v Avstriji, v Železni Kapli je geopark Karavanke, ki ima poseben status, tudi zaradi, mislim, da UNESCO zavarovanja, da oni, ko kandidirajo za evropska sredstva, jih dobijo in ne kandidirajo pač kar za vse poprek, ampak so rekli, da bi šli z nami v evropski projekt, v primeru, da smo ena pravna oseba, ne pa 5 občin ali pa 6 občin. No, s tem bo tudi boljša prepoznavnost pa konkurenčnost regije, razvoj, še lažje bomo razvijali skupne turistične produkte in večje povezovanje ne samo občin, tudi prebivalcev tega območja, društev in tako naprej. Predvsem bi radi poudarili, da gre za ohranjanje in razvoj. Moramo vedeti, da ohranjanje tega območja oziroma varstvo narave mora biti en korak pred razvojem, če želimo to dolgoročno, to območje ohraniti. Dejavnosti tega zavoda bodo ohranjanje narave in usmerjanje razvoja območja, načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe območja, prijava na javne razpise, tako državne kot mednarodne, izvajanje skupnih projektov, sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami ter mednarodno sodelovanje, organizacija in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnih prebivalcev. Zdaj pa na kratko še o odloku. Ime zavoda je Javni zavod Kamniško-Savinjske Alpe, skrajšano ime Zavod KSA. Napisali smo, da je sedež zavoda v Kamniku. Pri pripravi tega smo se pogovarjali in smo se odločili, da gremo res na minimalne stroške, ker nima smisla najemati nekih prostorov ali pa sploh kakšnih novih, ker na tem zavodu bosta 2 zaposlena, direktor in še eden, in bosta delala od tam, kjer bosta. Tudi koordinatorka je doma iz Komende, dela od doma, naprimer trenutna, in dela na terenu seveda. Primarni cilj opravljanja dejavnosti zavoda ni pridobivanje dobička, se pravi nepridobiten zavod, lahko pa poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja tudi tržno dejavnost, bolj v smislu tako, kot naš javni zavod za turizem, prodaja nekih turističnih produktov, spominkov in tako naprej. Organi zavoda, vse to določa zakon.
Direktor zavoda, svet zavoda šteje 7 članov, 5 članov sestavlja predstavniki ustanoviteljic, se pravi vsaka občina ima enega člana, en član je predstavnik delavcev zavoda in en član je predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Potem je strokovni svet zavoda, strokovni svet bodo pač strokovnjaki, predvsem najbrž ta delovna skupina, ki že zdaj deluje, oziroma njihovi nasledniki. Potem smo pa dodali še svet ustanoviteljic, ki jo pa sestavljajo župani občin ustanoviteljic in ima tudi pač sedež na občini Kamnik. Občina Kamnik je pač največja od vseh vključenih občin, zato pač tudi malo prevzemamo to vlogo, da mi vodimo določene postopke in tako smo pač napisali, da bo to pri nas. In svet ustanoviteljic je pa zato, ker bodo župani lahko odločali o marsikateri zadevi, o kateri bi sicer morali občinski sveti vseh 5 občin, to pač bi bilo pa zelo časovno zamudno. Financiranje zavoda. Zavod se bo financiral predvsem iz proračunskih sredstev občin, ustanoviteljic, potem iz raznih razpisov, programov, javnih natečajev, lahko tudi deloma s prodajo blaga in storitev na trgu, sofinanciranje strani drugih partnerjev za programe in projekte, iz dotacij, daril, donacij in pokroviteljstev in z drugih virov v skladu z zakonom in tem odlokom. Za ustanovitev in začetek dela zavoda pred vložitvijo predloga za vpis v sodni register pa vsaka občina vplača 5000 evrov. Pa samo še ključ delitve. Sicer bo določen podrobneje v statutu, ampak zaenkrat ob ustanovitvi zavoda pa bo veljal naslednji ključ: število prebivalcev občine predstavlja 10% delež in število prenočitev turistov po občinah, ki predstavlja 90% delež. Ta ključ uporabljamo že zdaj ves čas občine in nekako se vsi s tem ključem strinjamo. Tako da toliko bi bilo zaenkrat vse, tako da hvala lepa. Hvala, Barbara. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Ivanka Učakar. Še enkrat hvala za besedo. Najprej bi zelo močno poudarila, da pozdravljam ustanovitev tega zavoda, ker smo že vsa leta spremljali, kako vendarle prihaja do enega povezovanja, do ene sinergije na tem območju, ki je upravno, kot je Barbara omenila, razdeljeno na 3 pokrajine, 2 državi in tako naprej. Me je pa malce presenetilo, da ni občina Cerklje vključena in bi prosila, če je možno, kakšno pojasnilo, ali se bo, se ne bo, oziroma kaj se je zgodilo, toliko kot pač lahko pojasnite. Potem je pa še naslednje vprašanje, kakšna bodo razmerja med tem zavodom, med občinskimi in pa zavodi za turizem v različnih formah po vseh teh 5 občinah, kako bo prihajalo do nekih usklajevanj, da ne bo podvajen za kakšne zadeve. Potem imam pa še en pomislek glede čisto same organizacije. Zdaj imamo tako rekoč predviden po statutu 3 svete, svet zavoda, svet ustanoviteljic, pa še strokovni svet. Malce sem tipala okrog oziroma poizvedovala, pri nas v Kamniku Zavod za kulturo nima tega posvetovalnega organa, kot je strokovni svet, Zavod za turizem in šport ga ima. Tukaj izražam pomislek v tem smislu, da ali je potrebno toliko različnih soodločevalcev, čeprav zdaj slišim, da v strokovnem svetu bi bili pravzaprav ljudje, ki so že sedaj sodelovali oziroma je neka taka skupina. Tako, toliko ta hip z moje strani. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Lep pozdrav tudi z moje strani.
No, jaz bom pa tako začela. Mene pa ta masovnost, ki se nam napoveduje in je že objavljena po vseh mogočih medijih, skrbi. Vse veste zakaj. Ne 36 ali pa 100-krat, 1000-krat, milijonkrat se splača povedati, ker gre se za naše otroke. In masovnost, a veste, lahko je govoriti, se tudi varuje in se bo varstvo voda na lokalnem nivoju. Nič se ne vprašamo, 30 000 se je našlo takoj za to ustanovitev, 5 000 za zagon, na postavki kanalizacija, ureditev v dolini Kamniške Bistrice na Veliki planini pa 10 000 evrov. Mislim, a veste, mi smo tle malo skregan sami sabo. Zdaj bomo vabili in pa ne me razumeti, jaz sem za napredek in za razvoj, ampak ne na način, da gremo mimo tega, predno rešimo osnovni problem, že drugam. Mislim, resnično vam povem, da me skrbi in to tudi ne bo v redu. Če jaz na hrvaški televiziji, avstrijski televiziji in marsikje še druge zasledim reklamo za obisk Velike planine, gor parkirane avtomobile, mislim, kaj tacga, ne vem, Avstrijci tega ne objavljajo, svojih planin pa zraven svojih avtomobilov. Pri nas je to brez vsakega nadzora, tako kot sem že večkrat rekla. In a veste, tako razmišljati, samo bomo to, pa bomo to, pa bomo to, osnovno težavo in pa največjo stvar, ki jo moramo ali pa bi jo že morali imeti urejeno, pa še vedno prelagamo in odlagamo. Verjamem, da grem nekaterim zelo, zelo na živce ali pa še kam drugam, se ni važno, ampak to ni način. Mi imamo prioritetno nalogo v tem sestavu tukaj, da poskrbimo, da se ohrani in pa zaščiti naša voda. Ker sem tudi v poročilih raznoraznih prebrala, da se dejansko mešata površinska in podzemna voda. Čeprav smo slišali od strokovnjaka z inštituta zadnjič, da to ne, površinska je površinska, globinska je pa globinska. Veste, mene sem že zadnjič rekla, se s tem ne da kupiti, ker slej ko prej pronica vse v globino. In tole masovnost, zdajle, če ste bili kaj v okolici Kamniške Bistrice ali pa Stahovice ali pa Velike planine, ste videli, da je bilo glede na ugodne vremenske razmere, toplo, lepo, na Veliki planini turistov, da se je trlo. Kolaps je bil. In če bo šlo tako naprej, ne vem, a bomo pili kakšno vodo. Ni urejena kanalizacija, to je prva stvar. Predno se gre mogoče korak naprej, da se povabi še druge. Ker mi smo se vedno pogovarjali o butičnem turizmu, o zaščiti narave. Sej verjamem, da tisti, ki bodo šli na pohode, da to znajo. Ampak če bo masovnost prisotna. A veste, sem bila v Kamniški Bistrici v soboto. Se je pripeljala ena familija, so se slekali in so šli v jezero noter. Vsi v vodo zaplavati. Pa to je najmanj. Na Veliki planini so šli pa vsi lulat, ki so šli gor. Pa še kaj. Ampak to je vse prišlo dol. Ker mi odpeljemo z Velike planine samo goščo. Vse ostalo gre pa dol v našo vodo. Ampak to ni smešno. To je zelo zaskrbljujoče. Zato, ne vem, tržna dejavnost, financiranje iz proračuna, vse ni problem. Ampak problem ureditve teh fekalnih in pa odpadnih voda, to pa je problem. Toliko, saj se vam še oglasila. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Za začetek bomo bolj tehničen in sicer bi se dotaknil pogojev za imenovanje direktorja.
Glede na izkušnje iz preteklosti, iz podobnih zavodov, menim, da so relativno stroge. Mogoče v premislek, ali ima smisel jih obdržati, ali jih ima smisel malo omiliti za voljo večjega nabora samih kandidatov. Nadalje me v 14. členu zanima tolmačenje dikcije, da direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi predhodnega pisnega soglasja ustanoviteljic. Kako se to tolmači v praksi? Ali to pomeni, da svet zavoda obravnava neko imenovanje in ko sprejme sklep, ga da na vse občinske svete, ko ga občinski sveti potrdijo, mora svet zavoda to še enkrat potrditi, ali to poteka kako drugače? V nadaljevanju bi se dotaknil, da v uvodu piše, da finančni učinki bodo nastali, niso pa nikjer opredeljeni. Zdaj lahko vidimo, da za začetek nas bo to stalo 5.000 evrov, nadaljne naj bi se vlagali po nekaterih podatkih 50, po nekaterih 80.000 evrov. Kakšna je potem ta končna številka letno? Namreč to imam pomislek, vložek 80.000 evrov, odkolen čez palc rečeno pokrije ravno neke 2 zaposlitvi, zraven so pa vemo še razni materialni stroški, stroški promocij in podobnega. Kakšna je razlika med formalnim pa neformalnim zavodom? Če sem prav razumel, naj bi ta zavod ali pa v neki obliki ta skupina že delovala neformalno, sedaj bi se sestajala formalno. V čem je ta razlika? Gre zgolj za finančna sredstva vložek ali imajo tudi potem neko večjo pravno formalno moč in podobno. Če povzamem na kratko predstavitev, je bilo predstavljeno, da se bo zavod zavzemal ali pa izvajal aktivnosti za ohranjanje narave, trženje prijave projektov, ozaveščanje, spodbujanje lokalnih prebivalcev in podobnega. Meni je na prvi ud zelo podobno kot zavodi za turizem v dotičnih občinah. In tu se mi postavlja vprašanje, kaj bo doprinos še enega dodatnega zavoda v občini, ne samo Kamnik, ampak tudi ostalih občinah, napram že obstoječim zavodom za spodbujanje turizma. Po predstavljenih podatkih naj bi skrbel za to, da bi se deležniki povezali med sabo, po drugi strani bomo pa na območju Kamnika dobili zdaj 2 zavoda, ki se bosta tudi verjetno mogla povezati med sabo. Omenjeno je bilo, da bi z ustanovitvijo zavoda imeli župani večjo moč. Osebno menim, da če pride že zdaj 5 županov iz posameznih občin na sestanek, da bo imeli lih tako moč, kot če pride eden v imenu vseh občin. Me pa zanima, v kakšni meri bi se zavod lahko lažje prijavljal na razpise in dobil sredstva recimo iz evropskih razpisov, v primerjavi, če bi se na te razpise prijavljal eden od zavodov, od recimo temu turističnih zavodov, ki bi bil pooblaščen za zastopanje vseh teh občin. Nadalje me zanima, koliko se predvideva, da bi bilo teh razpisov oziroma koliko denarja bi zavod v omenjeni obliki lahko letno počrpal in kakšen bi bil namen porabe teh sredstev. Kot zadnjo me pa zanima še, koliko sedaj kot neformalno obliko že vlagamo v aktivnosti povezane s tem, da potem tudi vidimo, koliko bo ta sredstva morebiti narasla ali pa morebiti se znižala. Hvala. Hvala, beseda ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Mogoče se bom ponavljal s mojimi predhodniki. Dejstvo je, če bi bil to, jaz v tem zavodu videl en javni zavod, ki se bo zavzemal za varovanje narave, bi zadevo konkretno z veseljem podprl. Ker pa se mi zdi, da dobivamo, tako kot je bilo že povedano, še en javni zavod za turizem, imam pa kar nekaj dvomov, ne. Prva zadeva je to, da so se Cerklje očitno tik pred zdajci premislile in ko sem malo pogledal finančne zadeve, sem ugotovil, da v bistvu oni že 100.000 namenjajo svojemu javnemu zavodu za turizem v lanskem letu in če pogledamo tole razdelilnik, ne, so Cerklje tiste, ki za Kamnikom bi daleč največ financirale zadevo, ne. Nisem šel konkretno, tako kot je napisano, pa povprečje 3 let,
ampak sem pogledal nočitve v lanskem letu, ne, Kamnik 88.849, kar predstavlja 47% vseh nočitev, ne, od teh, ki so trenutne ustanoviteljice teh javnih zavodov. Se pravi, vse ostale občine imajo konkretno manj nočitev kot Kamnik, Cerklje imajo pa 82.000. Tako da moje mnenje je, da zadeva, če bojo Cerklje, ne, tukaj upam, da županu uspe prepričati svojega kolega župana iz Cerkelj, da je zadeva smiselna. Je zadeva precej drugačna tudi za Kamnika, so Cerklje zraven ali ne, ker potem imamo mi 32% nočitev, pa Cerklje 30%, se pravi je 60% na vseh. V nasprotnem primeru pa tako, kot sem rekel, ne, se pravi, če upoštevamo še število prebivalcev, ker smo spet največji, pomeni, da 50% financiranja tega zavoda bi bilo na plečih občine Kamnik. In se tukaj pojavi to vprašanje, ki smo ga že slišali, a mi res potrebujemo še en javni zavod za turizem? A pri vseh teh zadevah, ki so bile omenjene, naš zavod za turizem in šport, ki ga lahko preimenovali tudi še za zavod za prireditve, ni tisto, kar je lahko, se pravi, tisti zavod, ki je lahko nosilec vseh prijav na razpise, vse ostale občine so partnerke v teh zadevah in se ta prvi poizkusi na ta način do kakšnih evropskih sredstev pridati, ali bomo spet najprej naredili javni zavod, potem pa videli, ali bomo uspešni na razpisih ali ne. Vemo, kakšne težave so bile že v preteklosti s prav tako na hitro narejenim javnim zavodom Makinski samostan, ki bi še danes životaril, če bi ostal v tisti obliki, če ne bi v prejšnjem mandatu ga preimenovali, preoblikovali v javni zavod za kulturo. In tukaj pa še ena zadeva, ki je bila omenjena, kadrovska. Kakšen kader bomo dobili za tega direktorja, ne? Če bo spet visoka merila, je spet problem. Tudi če so nizka, moraš malo sreče imeti, da nekdo najde en izziv, da se bo v tem našel in vlekel ta voz, ki se mu reče javni zavod, s enim ali dvem zaposlenim, se pravi, so breme spet na enem človeku. Tako da danes bom zadevo podprl, ker se mi zdi smiselna ideja, že z tega vidika povezovanja občin, ampak se mi zdi, da je pa ključno, ali so tukaj Cerklje zraven ali ne, in pa predvsem ena finančna simulacija na dolgi rok, kaj to pomeni, ne. Kakšen bo prispevek občine Kamnik, kakšni bojo v bistvu posloven načrt zavoda za par let, da vidimo, ali predno se odločamo od druge, ali bomo naredili en zavod, ki bo ena zgodba o uspehu, ali bo spet en zavod, ki se bo vedno znova skliceval na to, dajte nam več sredstev, pa bomo več naredili. Hvala. Hvala. Zdaj, preden gremo, pa če kdo bi upozoril, da je to prva obravnava in da pač vse, kar se bo danes povedali, bomo pa tudi v gradivu do drugega branja pač argumentirali ali upoštevati ali pa pač z argumenti, zakaj ne. Zdaj, preden gremo, pa če kdo, Barbara, izvolite. Hvala lepa. Najprej grem po vrst, sem si malo zapisovala, občina Cerklje. So bili najprej za in potem v enem trenutku si župan premislil, ampak naj povem, da tudi, ko smo ustanovljali neformalno združenje leta 2016, ni bilo Cerkelj, pa so se pol priključili leta 2019, tako da si želimo, da si bodo premislili, pa da se bodo priključili, da bodo zraven. Zavodi za turizem ostajajo, pač tudi druge občine jih imajo, ne vse, ampak to ne bo zavod za turizem. Ravno zato ga tudi ustanavljamo, ker to presega turizem, ker mi pač imamo območje Kamniško-Savinjskih Alp, ki je rezervoar pitne vode, ne samo za Slovenijo, to je rezervoar za Evropo in mi moramo to območje ohraniti. In v primeru, da bo ta zavod lahko kandidiral za evropska sredstva, bo lahko tudi za neke projekte, ki so bolj naravovarstvene vsebine. Tako da to je to. Trije organi bil vprašanje, svet zavoda, strokovni svet. Svet zavoda bo bolj politični, medtem ko strokovni svet bo pa sestavljen iz strokovnjakov, rečemo večinoma iz teh, ki že zdaj delajo, ali pa njihovih naslednikov. Tako da pač jaz mislim, da potrebujemo ta oba organa.
tretjico pa županija. Zato, ker je to medobčinski zavod, a ne. Potem Karla, ne vem, če je bilo to sploh vprašanje. Jaz se strinjam z vsem in ravno zato jaz mislim, da moramo vsi skupaj se povezati in nekaj narediti, ker narava sama ne more delati nič. Če ne bomo mi usmerjali turističnih tokov, vodna pot okrog Kamniško-Savinjskih Alp usmerja turiste dol iz hribov, okrog, peš gre, ne gre nikoli, množice ne bodo šle. To je individualni turizem in butični turizem. Naprimer, ampak vem, da moramo res veliko še delati na tem, tudi na mobilnosti, da ne bo vse zasičeno, tudi na varstvo voda, ker nič ne pomaga, če samo ena občina reši, ker pač voda ne ve, kje je meja občine, v bistvu moramo se tega skupaj lotiti. Tako. Pogoji za imenovanje direktorja, ja, to smo usklajevali z občinami in so bile zahteve take in drugačne. To se lahko še se strinjam s tem, da je v bistvu tukaj problematično, a ne, kakšno osebo bomo dobili in da bi bilo smiselno malo, se tudi jaz s tem strinjam, bomo mogli pa z vsemi občinami se to uskladiti, a ne. 14. člen, naj povem, da je ta odlok pomagala nam pisati tudi odvetniška pisarna in jih bom prosila za pojasnilo, tako da ne vem. Finančni učinki, zdaj imamo oceno, da ta zavod bi stroški tega zavoda z 2 zaposlenima, pa z aktivnostmi, ki jih naprimer zdaj delamo, bi bili okrog 160 000 evrov. Zdaj brez Cerkelj bi to prišlo za občino Kamnik okrog 80 000 evrov po tem ključu, s Cerkljam pa okrog 50 000, s tem, da zdaj imamo pa trenutno leta 2025 v proračunu zagotovljenih 30 000 evrov. Kaj je razlika med formalnim pa neformalnim zavodom? Formalni zavod ima status pravne osebe in ta pravna oseba se lahko samostojno prijavlja na javne razpise in v bistvu 5 občin skupaj se prijavljati na javne razpise, pač to ne gre. Smo delali, ampak to je pač zelo poseben in bolj kot ne, ni veliko takih primerov, da smo mi izvedli 2 evropska projekta sodelovanja že. V bistvu to ni lahko in nekako ne bo šlo, no, ne verjamem. Mogoče kakšen projekt, če sicer pa kot pravna oseba bi se lahko prijavili z Geopark Karavanke na Interreg, mogoče Slovenija, Avstrija zelo hitro in tudi pridobili sredstva. Pa še kam drugam, no. To ne bo zavod za turizem, no. Še enkrat, ni mišljeno, da bi bil, tako bom rekla. Mislim, da sem vse odgovorila, no. Še kdo? Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za odgovore. Me veseli, da ni mišljeno, da to ne bo zavod za turizem, ampak še enkrat, financiranje pa temelji 90% na turističnih nočitvah. Tako da, hvala. Hvala, besedo ima Karla Urh. No, jaz pa moram reči, da mi je bilo zelo všeč, ko je gospa rekla, da bodo vsi župani skupaj stopili in lažje odprli kakšna vrata na državnem nivoju. Me prav zanima, veste. Ker dejansko ugotavljamo, ne, drugi zavod, vendar ob vsem tem, kdo bo pa zdaj v bistvu nadzoroval in kontroliral vse te, bom rekla, ljudi, ki bodo prihajali, kje bodo parkirali, kako bodo parkirali. Skratka, ne vem, neke strategije jaz nisem videla, ne, in kar nekaj na novo, dodatno, masovno, to mene skrbi. Še enkrat, res me skrbi, ker nismo naredili za to, da bi izboljšali kakovost, ki se je zelo poslabšala
Nič nismo naredili. In jaz imam glede na ta, čeprav je zasnovano dobro, ampak jaz to, da bi se tukaj reševala problematika čistega okolja in čiste vode, jaz tega ne vidim tukaj. Hvala. Hvala, besedo ima Anton Iskra. Pozdravljeni. Mene pa zanima sledeče. Kako bodo omejeni gorski kmetje in me zanima, če bo imeli kakšne večje omejitve, naprimer, če ima pašnik narejen in ko bodo prišli veliko število turistov, enostavno jim bodo odprli leso in potem pozabili nazaj zapreti. Medtem bo tudi živina odšla ven. Potem pa drugo vprašanje je pa glede divjih živali, če se tudi tle kaj dela na tem postopku. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem preden zaključujem še Barbara za par pojasnil, izvolite. Ta zavod, to ne pomeni nobenih dodatnih zavarovanj, ker tudi nima pristojnosti, pa tako da gorski kmetje imajo že zdaj omejitve tiste, ki jih imajo in bodo tudi jih še imeli. Tako da, kar se tiče turistov, pa to, da odpirajo lese, tudi mislim, da ni neke povezave, to se že dogaja ali pa ne. Pa tudi nobenih pristojnosti glede divjih živali in tega nima ta zavod in se s tem trenutno sigurno ukvarja. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kamniško Savinjske Alpe v prvi obravnavi in pa predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.